prihajamo do finala prvega dne nabavne konference. In sicer razglasitve nabavnega menedžerja leta 2020. Pred vami smo člani komisije, ki bomo podali pojasnilo obrazložitev in izbor letošnjega nabavnega menedžerja. Strokovno komisijo smo letos sestavljali Marina Lindič, predsednica strokovne komisije za izbor nabavnega menedžerja, predsednica Združenja nabavnikov Slovenije in pa tudi predsednica IFPSM, to je Mednarodna federacija nabavnih združenj. Marina Lindič je sicer direktorica nabave poslovnih enot Adria in poslovne enote Italija v Ursi d.o.o. Drugi član sem Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV in na levi Srečko Bukovec, direktor podjetja Slopak, sicer pa predsednik strokovnega sveta in član upravnega odbora Združenja nabavnikov Slovenije. Četrti član komisije je Marko Lekše, izvršni direktor nabave v Adria Mobil in podpredsednik Združenja nabavnikov, ki bo ob zaključku z letošnjim dobitnikom priznanja spregovoril tudi nekaj besed, da ga bolje spoznamo. Kaj je torej namen podelitve priznanja in samega priznanja nabavnika leta? Z njim želimo pospešiti profesionalizacijo nabavne funkcije. Želimo spodbujati in negovati skrb za razvoj nabavne stroke. Želimo povezati poslovno strategijo z nabavno strategijo, da so nabavniki vključeni v vse strateške poslovne procese podjetij. Želimo nagraditi nadpovprečne dosežke stanovskih kolegov in delovne uspehe. Želimo povečati pomen in ugled nabavne funkcije v širši družbi in okolju, s tem povečati vpliv nabavnih menedžerjev v organizacijah in pa seveda, kar je ne nazadnje, vendar tudi zelo pomembno, širiti zglede dobrih praks. Na tem mestu predajam besedo Marini Lindič, predsednici strokovne komisije, da predstavi merila izbora. Hvala lepa, Peter. Merila za izbor nabavnega menedžerja leta so optimizacija stroškov v nabavi, uporaba kazalnikov poslovanja v nabavi, tisti kazalniki, ki se pogosto uporabljajo, izboljšanje kvalitete izdelkov in storitev, skupen razvoj z dobavitelji, skupni razvojni projekti z njimi, organizacija nabavne službe in procesov na področju nabave, inovacije v nabavi, nove metode in orodja, izboljšave obstoječih procesov, uspešno izpeljani posebni projekti v nabavi ali projekti nabave v povezavi z drugimi oddelki v podjetju, promocijo poslanstva nabavnih menedžerjev in nabavne stroke navzven, delovanje v združenjih, društvih, nagrade in priznanja za delo nabave v zadnjih 3 letih, avtorsko sodelovanje strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih in posvetovanjih. Zadnje merilo in ne nazadnje, delovanje v skladu s kodeksom nabavne etike po etičnem kodeksu Združenja nabavnikov Slovenije. Če gremo še malo širše, izven Slovenije, mednarodno udejstvovanje, certifikati in nagrade, tako z nabavnega področja kot tudi z ostalih področij in pa drugi pomembnejši projekti v podjetju oziroma družbene aktivnosti povezane s podjetji. Letošnji dobitek priznanja Srečo je? Letos v izjemnem letu 2020 je za prvega med slovenskimi nabavniki izbran gospod Primož Lončar, direktor nabave in kontrolinga v podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. iz Nazari, podjetja, ki je na mnogih področjih vzor odličnosti in vesel sem, da to odličnost živijo tudi v nabavi. Čestitke dobitniku nagrade, čestitke vodstvu podjetja in kolektivu in prepričan sem, da bodo njihove dobre prakse v prihodnji delili tudi širšo nabavno skupnostjo v okviru Združenja nabavnikov Slovenije. Čestitam. Dragi Primož, tudi v mojem imenu iskrene čestitke ob tej pomembni nagradi. Žal letos samo v virtualni obliki, ker nam dane okoliščine niso omogočale, da bi se dobili v živo. Podarjamo
kipec za nabavnega menedžerja leta. Upam, da se bomo lahko kmalu videli v živo in to popravili. Sedaj bi pa še prebrala utemeljitev komisije za izbor nabavnega menedžerja leta 2020. Primož Lončar ima 20 let izkušenj na področju nabavne funkcije, od mesta operativnega nabavnika, strateškega nabavnika, vodje skupine v nabavi, vodenja nabavne funkcije. Kot je komentiral prej v pavzi Marko Lekše, je v bistvu Primožev življenjepis by the book, če bi temu tako rekli, ne. Izkušnje je pridobil tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Z delom je pridobil zaupanje vodstva za prevzem vodenja še ene poslovne funkcije. Vodi in razvija nabavno funkcijo v skladu z vodilnimi svetovnimi praksami, organizacija po principu verige vrednosti in spremljanja ključnih kazalnikov poslovanja na operativni, taktični in strateški ravni. Nabavna funkcija v organizaciji se pod njegovim vodstvom razvija skladno z vidika poslovnih procesov, zaposlenih, sodelovanja z dobavitelji, zagotavljanja kakovosti in obvladovanja stroškov. Je aktivno vključen v strateške nabavne odločitve vodstva in aktivno vpet v globalno poslovanje celotne divizije. Deluje v skladu z etičnim kodeksom Združenja nabavnikov Slovenije. Sodeluje na stanovskih dogodkih, med njimi tudi na nabavni konferenci in drugih dogodkih Združenja nabavnikov Slovenije. Pod njegovim vodstvom se je nabava v družbi razvila v močno strateško funkcijo, ki s svojim delovanjem pomembno prispeva k dodani vrednosti družbe, kar je eden izmed odločilnih dejavnikov, da smo ga izbrali za prejemnika letošnjega priznanja. Še enkrat, Primož, iskrene čestitke. Iskrene čestitke, Primož, tudi v mojem imenu, v imenu Planeta GV. K priznanju smo strani Planet GV dodali še izobraževanje za nadzornike. Upam, da si boste vzeli čas, verjamem, da si boste vzeli čas in pridobili še to znanje in kvalifikacije. Združenje nabavnikov Slovenije pa je za vas. Ker so v nabavi osnove nabave 3 ponudbe, smo se tudi za nagrajevanje vrhunskih menedžerjev odločili, da bomo uporabili ta princip. In kot tretjo nagrado Združenje nabavnikov Slovenije podeljuje Primožu Lončarju 1- do 2-dnevno izobraževanje v Evropski uniji z področja nabave. Čestitam. Čestitke, Primož. Zdaj vas pa prosim, da spregovorite par besed in da vas vsi slišimo, udeleženci letošnje konference. Izvolite. Ja, super. Najlepša hvala za čestitke, pa za vaše priznanje. Jaz se javljam tule iz BSH studija v Nazarih, žal zaradi zdravstvene situacije v družini nisem mogel pripotovati oziroma se udeležiti v živo, ampak mislim, da bomo to takle zelo uspešno izpeljali. Na podlagi nagrade, katere oziroma kipca, je tudi pri nam v Nazarih sonce posijalo, tako da mislim, da se še ne bo smeje oziroma je navdušeno, da ta nagrada potuje tukaj v našo tovarno. Najprej bi se zahvalil Združenju nabavnikov Slovenije za povabilo, za nominacijo, zagotovo pa tudi komisiji za nagrado oziroma za zaupanje. Ponavadi se ti morajo v življenju kar določene stvari poklopiti, da pride do take nagrade in meni očitno so vse, tako da sem zato zelo hvaležen. Če začnem, tovarna v Nazarih praznuje 50 let v tem letu, na tej lokaciji, na kar smo zelo ponosni, ne moramo glih najbolj praznovati, je pač tako leto, kakršno je, ampak vseeno. Istočasno je lastnik te tovarne Bosch zadnjih 27 let, kar pomeni, da je to en lastnik, ki vlaga v nove produkte, v razvoj, v tovarno, v kadre. In ko nekako črto potegneš pa razmišljaš, si rečeš,
to je pa res en dober lastnik, tu bi pa želel delati tudi v prihodnje. Imamo eno odlično skupino, ki vodi to našo organizacijo, naše podjetje, Wolfram von Ohain, Matija Petrin, Boštjan Gorjup, ustvarjajo neko pozitivno klimo, odlične pogoje za delo, kar je tudi osnova, da smo uspešni. Sigurno pa nismo uspešni samo zaradi tega, uspešni smo seveda zaradi vseh sodelavcev, ne samo na tej lokaciji, ampak tudi izven te lokacije. Na tej lokaciji, ko sem jaz začel, nas je bilo 400, mislim, da sem poznal vsakega sodelavca in vsako sodelavko. Tukaj danes nas je 1600, ampak kljub temu smo ustvarili neko kulturo, vrednote, katere živimo, se pravi komuniciramo, ustrezno sodelujemo, tako da prihajamo do odličnih rezultatov. Odličnih rezultatov pa ponavadi ni brez tudi odličnih dobaviteljev. Odlični dobavitelji pomeni, da imamo res en dober portfelj dobaviteljev, lahko kar rečem, večina izmed njih partnerji, ki razumejo to filozofijo sodelovanja, skupnega sodelovanja pa skupnih dosežkov. Seveda, kdo je ponavadi v voznikomu ali pa kdo je na voznikomu sedežu, kadar se pogovarjamo o dobaviteljih, so sigurno nabavniki oziroma naš nabavni tim tu v Nazarjih. Štejemo 45 oseb, zelo različni, polni idej, zelo kompetentni, si pomagamo, se tudi poveselimo. Bi rad naštel vse izmed njih, pa se bom omejil na tiste, ko res dnevno delam z njimi, to so naši vodje naših različnih nabavnih timov. Za produkcijske materiale Tomaž Marolt, Jože Richter, za indirektne materiale Mohor Folmajer, kot projektno nabavo vodi Niko Motaln in kvaliteta pri dobaviteljih Uroš Pečnik. Ker je pa moja funkcija tudi malo ali pa povezana s kontrolingom, seveda tudi Tjaša Medved. Vsi našteti pa še ostali, se pravi, zelo pripadni in res transferirajo vso znanje, katerega imajo na vse sodelavce. Zagotovo se moram tudi spomniti mojih vodij, ki so me vodili v teh letih, mi zaupali, na koncu me nekako zakalili, lahko rečem, pri čemer pa določeni so me veliko naučili, kaj moram narediti, so me pa določeni tudi naučili, kaj ne smem. Najpomembnejše v mojem primeru seveda moja družina, ko mi stoji ob strani, ko me podpira, me razume. Vsakič ali pa konec vsakega leta in ne rabi več razlagati, da bom naslednje leto pa manj delal, so nekako razumeli, da res v tem delu jaz uživam in da nekako, kolikor se da, skupaj z mojo ženo pa z obema otrokoma kombiniramo naše življenje skupaj z delom. Saj za mene ta nagrada ni zdaj, je na moje ime, ampak ta nagrada ni samo moja, niti ni od nabavne skupine, ampak je res pripada celi tovarni. Tudi letos smo bili izbrani za tovarno leta 2020, kar pomeni, da nas v tem okrožju slovenskemu spremljate, spoštujete, vidite, da smo uspešni in je to en tak super občutek. Kot je že bilo prej rečeno, čez mesec dni bom dopolnil 20 let znotraj nabave, kar je kar en tak lep jubilej in to priznanje bo kar zelo lepo zaokrožilo to moje delo. Sem pa prinesel, da glede na to, da kipca oziroma tega priznanja ne morem danes fizično dobiti, sem prinesel zraven tukaj en pokal, katerega smo v nogometu osvojili nabavna skupina pred 3 leti, tako da dokler ne dobim tistega priznanja, me pa ta pokal spominjal na to priznanje. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem. Primož, iskrene čestitke, tudi priznanje ti bomo dostavili, tako da bo lahko krasilo tvojo, bi rekel, pisarno in pa da si boste sodelavci lahko čestitali. V živo si čestitamo, ko bodo razmere to dopuščale. Tako da res hvala lepa za tako srčne besede, pa prisluhnimo besedam vašega vodje. Kaj o Primožu in nabavni funkciji pravi
Boštjan Gorjup. Pozdrav vsem skupaj. Izredno čast mi je nagovoriti ob tej priložnosti vas vse skupaj. Veliko veselje je sprožila novica v Zgornji Savinjski dolini, da je naš Primož najnabavni menedžer v državi v tem letu. Še posebej ob dejstvu, ker letos praznuje naša tovarna in podjetje Abrahama. Pot ni bila lahka in bila posuta z mnogimi trni, so bile poplave, osamosvojitev, izguba jugoslovanskega trga, prenos lastništva, najti se v velikem koncernu Bosch ter seveda v branži malih gospodinjskih aparatov, kjer je konkurenca zaradi nižje cene delovne sile šla delno tudi v Azijo. Vendar nam je uspelo. Postavili smo v vseh teh letih največjo in najboljšo tovarno gospodinjskih aparatov v Evropi, eno izmed najuspešnejših v koncernu. Ter seveda smo tradicionalno en izmed največjih izvoznikov razvojnih centrov države. In Primož je vsa ta leta pomemben člen naše ekipe, saj je od študija naprej vseh 20 let pomembno prispeval k tej zgodbi o uspehu. Ni samo menedžer, ki je znan po tem, da spoštuje tim in veljavo tima v uspehu, ni samo menedžer, ki navdihuje svoje zaposlene v nas podjetju, ampak je pravi prebojnik s svojimi inovativnimi rešitvami ter vztrajnostjo pri realizaciji teh idej. In ima tudi mednarodne izkušnje, kajti bil je 3 leta vodja nabavne skupine v naši tovarni v Nemčiji. Deli načela in vrednote ne samo v podjetju, ampak med vsemi 300 videli, ki so pomemben del našega ekosistema. Takšen način imamo vsi win-win. Jaz sem izredno ponosen, da ga imamo v ekipi, kajti lahko tudi rečem, da sem sam boljši zaradi njega. Na koncu bi seveda rad povedal, da si želimo vsi skupaj takšnega dela, takšnega navdiha tudi naprej, ter za vse vas uspešno premagovanje teh izzivov glede korona pandemije v tem letu, ter seveda za združenje nabavnikov, ki ima pomembno vlogo pri izmenjavi dobrih praks, seveda da bo poslanstvo še naprej uspešno upravlja, da bomo znali premagovati tudi izzive, ki jih ima slovenska industrija. Hvala lepa. Najlepša hvala Boštjanu Gorjupu, članu uprave BSH. Najlepša hvala za tako srčne besede. Sedaj je pa čas, da bolje spoznamo nabavnika leta 2020. Pogovor z njim bo vodil član strokovne komisije za izbor Marko Lekše. Čez trenutek sledi pogovor. Najlepša hvala, ostanite z nami. Primož, dober dan. Iskrene čestitke za prestižno priznanje nabavni menedžer 2020. Jaz pa ti bom kar malo bolj v žargonu raje rekel nabavnik leta 2020. Kot si sam povedal, nabavnik si že vrsto let in želel bi seveda malo bolje spoznati tvojo pot, tvoje delo, pa tudi kaj misliš o področju nabave. Moj nekdanji šef, takratni direktor nabave v Revozu, mi je enkrat povedal zgodbico, kako je njegova 6-letna hčerkica opisala njegovo delo po obisku pri njemu v pisarni. In sicer rekla je: oči, sedaj pa vem, kaj delaš, premikaš papirje. Kako pa bi ti, Primož, opisal poklic nabavnika? Ja, tudi moja hči pred leti podobna zgodba, kaj pa delaš, pa sem povedal, da
imam veliko sestankov, kaj pa delate na sestankih, veliko se pogovarjamo in je enako rekla, to bi pa lahko jaz tu delala. Tako da zgleda, da nabavniška funkcija je dostopna marsikomu. Za mene nabavnik ali pa poklic nabavnika je zagotovo neka dinamična funkcija ali pa dinamična vloga, ki jo mora upravljati neka oseba z neko integriteto, z nekim poštenjem. Ti moraš zaupati ali pa biti zaupanja vreden, tisto, kar rečeš, moraš narediti. Glavno, kar pa je, kar vidimo tako v večini podjetij, je pa to povezovanje. Pomeni, nekako nas vidijo, nas kot nabavnike, organizacija kot odvetnike dobaviteljev ali obratno, dobavitelji kot odvetnike organizacije. Nekako tu noter moramo mi plavati ali pa če rečemo v nogometnemu žargonu, mi ne smemo za nobenega navijati. Mi moramo na koncu, ko je vse lepo, se lepo sodeluje, ko prije pa do težav moramo biti pa tisti res, ko razsodimo, ampak razsodimo na pošten način. Se pravi, bi ti rekel, da smo kot sodniška organizacija v nogometu? V velikih primerih drži. Kaj pa te drži toliko let? Praviš, 20 let boš čez en mesec nabavnik. Kaj pa te drži v tem poklicu? Kako to, da nisi nikoli iz njega zares izstopil in prešel na druga področja? Mene zelo veseli delo z ljudmi, veselijo me številke, tudi neko tehnika mi je kar blizu, tako da ko to vse skupaj sešteješ, da neko usmeritev, da je pa nabavniška funkcija pa prava. Imam veliko srečo na koncu, da delam v nek tovarni, ko je lahko rečem knjižnica znanja, kar pomeni, da v nabavni funkciji imaš ti vedno neko rdečo nit. Pomeni tveganja, stroški, kvaliteta in tako naprej, ampak metode, orodja, načini se pa vsako leto spreminjajo. In to je, se pravi, da se, morda lahko celo rečem, da se želim skozi učiti. Pri vsem skupaj te pa po koncu drži sigurno pa kakšna pohvalna beseda strani sodelavcev, strani dobaviteljev in tako naprej. Poslušam naju kar nekaj nabavnikov, pa me zanima, iz vsega tega, kar sva že do zdaj omenila, katere so tiste glavne kompetence, ki ločijo odličnega nabavnika, takega, ki prejme to prestižno nagrado, priznanje, od dobrega nabavnika? In katere so tiste lastnosti, ki jih morda iščete pri vas v tvoji skupini za nabavnike, ki jih vključujete v vašo ekipo? Ja, zdaj, odličen nabavnik, ali pa jaz mislim, da vsak pravi nabavnik je odličen. Vsak pravi nabavnik mora zagotovo veliko več poslušati pa razmišljati, ko pa govoriti. Se mi zdi, da to je ta osnova, ko je treba dati sploh mladim nabavnikom. Zagotovo mora biti proaktiven, se pravi, ne rabi biti vse napisano, kaj treba narediti, ampak morda je treba še kako stvar več. Se mora tudi, rekel, znati komunicirati, se znajti v teh razmerah, tako so danes, ko vidimo tudi mi smo se reorganizirali iz včeraj na danes, glede moje situacije, in to so vse nekako lastnosti, da ne vržeš puško koruzo, ampak iščeš rešitve. Super, odlično. Se pravi, se strinjava oba dva, da slabih nabavnikov ne poznava ta trenutek. Ne, zaenkrat ne vidim nobenega. Kaj pa te je pripeljalo na področje, na delo nabave? Kako si sploh padel v ta lonec? Ja, jaz sem po študiju ali pa med študijem v Mariboru sem zaključil višjo šolo, sem diplomiral, takrat sem se že nekako, sem tudi delal določena priložnostna dela, se že malo spogledoval, kako naprej. Nekako, kljub temu, da sem tu domačin, se nisem videl niti v tem podjetju, kljub temu, da sem delal neka počitniška dela pa različne stvari tu noter, sem se orientiral na Maribor, ker tudi tam sem na strojni fakulteti študiral. Pa je prišla informacija, da rabijo en mlad tehnični kader v nabavi in da morda bi bilo pa primerno, če se jaz prijavim, sem to storil. Po 2 razgovorih me je nama poznana gospa Irena Pečnik, ki je bila takrat vodja tukaj, potem kasneje še v Gorenju, me je vzela za sodelavca, tako da z Ireno smo takrat začeli pisati neko zgodbo.
Praviš, po osnovni izobrazbi si strojnik. No, to sem sicer tudi sam, tako da očitno smo strojniki univerzalni, da naredim še malo EPP-ja za naš strojnike. Ampak Super. vendarle, nekega posebnega kurikuluma izobraževalnega za področje nabave ali pa za nabavni poklic v Sloveniji niti ni v tem trenutku. Kako si se pa ti izobraževal in razvijal svoja znanja in dosegel vse te kompetence, ki ti omogočajo delo na takem nivoju? Ja, tako sem že prej rekel, imam srečo, da sem v tako organizacijo bil vzet, ki na izobraževanje je že pred leti dala kar veliko. Zagotovo je to izobraževanje na delu ali pa na delovnem mestu ključno, če imaš ti prave mentore, ki ti kažejo pot. Imamo tudi zelo dobro izobraževanja znotraj podjetja. V mojem zadnjem obdobju tudi kar nekaj mednarodnih izobraževanj sem bil deležen. Pa kar se pa tiče, zdaj v zadnjem času, pa tovarna oziroma podjetje veliko investira na izobraževanje, kar se tiče kulture pa komunikacije. Kaj bi pa recimo predlagal? V Združenju nabavnikov Slovenije se seveda prizadevamo za razvoj in profesionalizacijo poklica nabavnika. In kaj bi rekel, kaj bi morale izobraževalne inštitucije v Sloveniji ponuditi, da bi lahko v podjetjih, kot je vaše, kot je naše, v katerem sem aktiven jaz, in v drugih uspešnih slovenskih podjetjih čim bolje razvijali poklic nabavnika, kader za naše področje? Da bi rekel, da sem strokovnjak za usposabljanje, nisem, bi pa zagotovo kakšna minuta več v srednji šoli na to temo oziroma na univerzi zagotovo pomagala kot morda neko usmeritev bodočih kadrov v nabavi. Imamo odlično šolo za podjetništvo na Bledu, tako da tisto pravi, da nimamo možnosti, jih imamo v Sloveniji. Obstajajo tudi druge osebe, kateri imajo kar nekaj znanja in nudijo različna izobraževanja. Mislim pa, da je bolj težava je v vodjih, da ne omogočijo, bom tako rekel, ne omogočijo časa svojim zaposlenim, da bi se izobraževali. Zaradi tega, ker glih te kapacitete, mislim, da ni tisto denar, ki ga investiraš, težava, ampak bolj kapacitete, kot tiste osebe 3 ali pa 5 dni ni. In to je pa naloga bolj vodij, kot pa tistih, ki se izobražujejo, da to omogočijo. Se pravi, se strinjava, da je vodja tisti, prav vodja v nabavi, ki mora znati organizirati delo, da lahko razvija svojo ekipo, svoje sodelavce, da lahko investira ustrezna sredstva v razvoj njihovih znanj. Absolutno. Koliko denarja pa gre skozi tvoje roke v BSH-ju? Rekel si že, zrasli ste iz 400 na 1600 zaposlenih. Kako pa se to spremeni v nabavne številke? Kakšna je zares merjeno v evrih tvoja odgovornost? Ja, glede na to, da je nabavniška konferenca, nas glih ta nabavni volumen vsi poznamo zelo dobro. V produkcijskih materialih obrnemo vsaj v tem letu 250 milijonov evrov, v indirektnih materialih bomo pa obrnili v letošnjem letu 30 milijonov evrov, kar pomeni vse skupaj 280 milijonov evrov gre čez te naše roke. Če pogledam produkcijske materiale, 250 milijonov, nekje 60% namenimo za elektroniko, motorje pa metalne dele, se pravi 40% pa za vse ostalo, pomeni plastične kose, granulati, embalaže in tako naprej. Kar se tiče pa indirektnih materialov, bomo iz teh 30 milijonov v letošnjem letu za investicije porabili pa 20, kar je tudi en lep odstotek za podjetje, kakršno je naše. Pa to so velike številke, velika odgovornost. A to predstavlja kaj pritiska, stresa, kakšno neprespano urico ali pa podaljšan delovnik? Pa nekako smo se zdaj navadili, da v podjetju rastemo in sploh nimaš več tistega občutka, da bi rekel, da so to takšne vsote, čeprav se jih vsi zavedamo, pa se vsi zavedamo tudi odgovornosti znotraj nabave. Na tem področju nas dela 23
ki delamo s tem denarjem, kar se tiče nabave same, seveda je pa pol ogromno deležnikov, ki nam pa pri tem pomagajo iz ostalih oddelkov. Če bi moral izpostaviti katerega od doseženih rezultatov v teh 20 letih, ali pa morda več njih, katere bi izpostavil, pa morda tudi, ali imaš kakšno anekdoto iz preteklih nabavnih pogajanj? Ja, izpostavim lahko jih kar veliko, pa se bom rekel na neko bližjo preteklo zadnjih 5 let osredotočil. V letu 2017 smo definirali strateško mapo pa strategijo znotraj nabave, kar ni ključno. Ključno je to, da smo jo uskladili z vsemi deležniki znotraj naše tovarne. Pomeni, da so vsi s to strategijo bili seznanjeni, smo določene stvari mogli tudi malo popiliti, ampak na koncu smo jo vsi akceptirali in zdaj se pravi, ta strategija pomeni vedno za naslednjih 5 let in zdaj vsako leto obnavljamo, morda se ladja malo zasuče na levo ali pa na desno, ampak v celoti pa pluje v tisti smeri, kateri želimo. Prav tako ker smo bili zelo produktivni v zadnjih letih, smo na KPI področju veliko stvari postorili, sploh kar se tiče te komunikacije z dobaviteljem. Pomeni, da vsem največjim dobaviteljem vsak kvartal, že od leta 2017 pošiljamo redno njihove kazalnike, kar se tiče nabavnih rezultatov, kar se tiče logističnih, kar se tiče kvalitetnih rezultatov. Tako da na to smo tudi zelo veliko dobrih feedbackov dobili oziroma smo tudi ponosni. Če grem morda na lansko leto, še 2 temi bi bile zanimive. Lani smo zorganizirali tudi, vsako leto naredimo 1 ali pa 2 dogodka za dobavitelje, smo zorganizirali srečanje nabavnikov naših dobaviteljev. Pomeni, da smo tudi 30, celo 35 naših največjih dobaviteljev smo povabili in lastnike in nabavnike tukaj in smo si izmenjevali dobre prakse, delali različne workshope, tako da smo tudi tukaj šli malo drugam, ne vedno key accounte, ampak še koga drugega, da se malo bolj spoznamo, pa da vidimo, na kak način tudi drugi nabavniki, od katerih smo tudi mi, teh 250 milijonov, zelo odvisni, če tako pogledamo. En večjih uspehov je pa to, da smo pa v lanskem letu oziroma z začetkom letošnjega leta vse predizbore dobaviteljev, pa vse izbore dobaviteljev podpisuje naš MGS tim, mu pravimo, to je tim za materiale, ki je odgovoren za strategijo in ne več, niti jaz več to ne podpisujem, niti naši GF-i, ampak smo vse, ta empowerment, zaupanje smo res spravili na en drugačen nivo in zaenkrat se še učimo na določenih napakah, ampak mislim, da nam gre kar dobro. Super, odlično. Lahko samo čestitam tebi in tvoji ekipi. To so res izjemni dosežki v smislu delovanja nabavne ekipe znotraj organizacije. Super, hvala. Danes si odgovoren za 2 zelo pomembni funkcije, torej nabavo in controlling v podjetju. To je kar precejšnja sprememba, verjetno, domnevam, zelo različni odgovornosti, katera ti prinaša več obremenitev, katera pa morda tudi več zadovoljstva pri delu. In pa ali se je tvoj pogled na nabavo, odkar si odgovoren tudi za controlling, kaj spremenil in v kateri smeri? Ja, za controlling sem odgovoren zadnje leto. V controllingu imamo super eksperte, tako da nimam nekih velikih skrbi na controlling, zagotovo pa vse spremembe prinašajo priložnosti. In tudi v tej smeri nekako povezujemo določene stvari iz nabave ali pa določene stvari iz controllinga skupaj, prenašanje informacij na podoben način, neko sistematizacijo dela, se tudi že malo lotevamo. Eno skupno točko, katero imamo, je digitalizacija, tam ogromno vlagamo in controlling in nabava, timski dogodki, da ne pozabim, se pravi različne stvari, katere kombiniramo skupaj. Seveda, če sem 20 let v nabavi, da sem nekako po duši sem nabavnik, ampak mi je tudi všeč določene stvari v controllingu, čeprav so zelo definirane, še vedno se najde
neka možnost za neke izboljšave oziroma za neko kreativnost, bom jaz temu tako rekel, v kontrolingu. Ja, super, sliši se odlično. Postajam radoveden, da bi prišel pogledati tudi sam od blizu, kako to delate. Gotovo bi se naučil za svoje lastno delo veliko. Vabljen. Pa če se dotakneva še malo letošnjega leta, leta 2020. Leto je prav posebno v vseh ozirih, ne nazadnje tudi to nagrado podeljujemo na povsem drugačen način, tudi najin razgovor teče tako, kot smo pravzaprav navajeni v letošnjem letu, virtualno, digitalno, pa vendarle konkretno. Praviš, v lanskem letu ste imeli srečanje z nabavniki vaših dobaviteljev. Cel dan smo danes že poslušali, da je razumevanje in poznavanje Tier 2, Tier 3 nivoja tisto ključno za obvladovanje supply chain rizika. A ste vi vedeli že lansko leto, da bo letos kriza? Ne, če bi to vedeli lansko leto, bi se rekel še bolj pripravili na to krizo. Tako da tudi ta kriza nas je zelo presenetila, ampak mi imamo dobre izkušnje s krizami, moram tako reči. Mi že kot podjetje smo že leta 2008-2009 v tej večji krizi smo tudi rasli, tudi letos. Vsak izmed nas ne investira preveč, ne potuje, želiš si investirati v svoj dom in mi kot proizvajalec hišnih aparatov, pomeni za predelavo hrane oziroma kavnih avtomatov, je to voda na mlin za nas. Lani smo jih proizvedli, oziroma letos jih bomo celo 1 milijon več proizvedli po lanskem letu, se pravi nekje 7,8 milijona, obeta se nam morda drugo leto že celo 9, ampak to so zdaj te lepe, sladke skrbi, odzadaj je pa točno tisto, kar si sam omenil, je pa oskrbovalna veriga, oziroma so pa riziki, pa tudi koliko energije vložimo v to, pa ogromni. In tako da nas situacija je pozitivna, ampak istočasno je pa ena velika obveza, pa kar je ena velika obremenitev. Kateri pa so tisti glavni izzivi, ki jih letos srečujete pri vaših dobaviteljih v vaši branži? Ja, zagotovo. Najprej smo, ko se je vse skupaj začelo, mogli smo spremeniti način informiranja oziroma podajanja informacij ali pa pridobivanja. Veliko bolj proaktivno smo mogli iti v to, kar pomeni, da tudi veliko hitreje ugotavljamo težave, katere imajo naši dobavitelji. V prvi vrsti so tu dobave granulatov, so tu dobave pločevine, elektrokomponent, rekel, po mojemu, vsakmu izmed nabavnikov, ko danes to gleda, nič novega. Kaj pa na cenovnem področju pričakujete v letošnjem letu oziroma v letu 2021? Ali bojo trendi navzgor, navzdol? Kaj vi vidite? To mislim, da zanima vsakega od nas, ki je nabavnik. Ja, glede na to, kakšne informacije imamo ali pa kakšna je situacija, se pravi surovine, kot sem že prej omenil, pločevina, granulati, po vsej verjetnosti navzgor, glede na trenutno stanje, kakršnega imamo. Elektrokomponente celo navzdol, dolar po vsej verjetnosti močnejši, koliko je trenutno, ampak to so neke prognoze, ki izhajajo iz Boša. Zadnjič sem pa tudi nekaj prebral, kar se tiče elektrike, da bo glih tako volatilna kot letos, ampak mi s tem nimamo trenutno problema, ko smo jo že zakupili do konca 2023, tako da smo da imamo tukaj stvari stabilne. Ja. Se pravi, prepoznavaš, da bo delo v prihodnjem letu samo še bolj dinamično in bolj zahtevno in bo zahtevalo približeno in dnevno prisotnost. Drži. Zdaj mislim, da prihajava počasi proti koncu najinega razgovora. Zares prestižna nagrada je v tvojih rokah. Kaj bi mlajšim nabavnikom ali pa tistim, ki so nekje na srednji poti karierne poti razvoja na področju nabave, kaj bi jim dal kot nasvet, da bi tudi oni prišli do tega priznanja, ki ga danes držiš v rokah ti? Verjeti v sebe, mislim, da je to najpomembneje, pa delati korak za korakom. Tudi jaz sem bil mlad, pa zagnan, pa včasih nepotrpežljiv.
ko se pol zavedaš kasneje, ko priješ do nekih izkušenj. Tako da mi tudi v nabavi vedno rečemo, 2 leti, če bo sodelavec zdržal, ko je prišel k nam, potem ga bomo imeli najbrž za večno. Tako da biti potrpežljiv, pa korak za korakom. Primož, hvala lepa. Še enkrat iskrene čestitke ob priznanju nabavnik leta 2020. Zdajle mislim, da si zaslužil huronski aplavz vseh, ki te poslušamo. Žal digitalni, upam, da imaš okoli sebe svoje sodelavce, da ti ploskajo na ves glas in upam, da boste najdli kakšen trenutek, da to priznanje tudi proslavite, tako kot se šika. Na Dolenjskem, z Dolenjske ti bomo poslali pa kakšen liter cvička, da boste to naredili še tako malo po naše. Z veseljem, najlepša hvala.